zadnjih dneh stranke govorijo o tem, s kom ne bi šle v povoljivno koalicijo. Stališče SDS ostaja enako. Ali je katera stranka, s katero vi ne bi šli? Torej, zdaj ste naleteli na stranko, ki tega ne govori. Slovenska demokratska stranka ne izključuje nikogar. Mislimo, da Slovenija za prihodnja 4 leta, pa tudi dalje, potrebuje koalicija, ki bo sposobna presegati ideološke razlike, koalicija, ki bi bila oblikovana na podlagi ideoloških kriterijev po barvah. Je zadnje, kar Slovenija potrebuje v tem času, ko je pred številnimi razvojnimi izzivi. To je stvar preteklosti, ne prihodnosti. Gospod Janša, ta široka razvojna koalicija, kot jo vi imenujete, je to tako imenovana velika koalicija, je to tako imenovana uravnotežena koalicija? Kakšna koalicija točno je to? Jaz ne govorimo o veliki koaliciji, ker velika koalicija je lahko takšna in drugačna, to je matematična zadeva. Jaz govorim o razvojni koaliciji, ki se ne sestavlja na podlagi barv, ampak se sestavlja na podlagi programov, sestavlja se na podlagi tega, kako tisti, ki pridejo v parlament po volitvah, vidijo prihodnost, kaj ponujejo za ključne odgovore na zadeve, ki jih bo v naslednjih 4 letih zagotovo treba narediti. Eno od teh je sprejet nacionalni program boja proti klimatskim spremembam, drugo je povečati konkurenčnost slovenskega gospodarstva in zagotoviti bolj pravično delitev ustvarjenega, in tretja je zaostritev boja proti gospodarskemu kriminalu. Gospod Janša, lahko sem še kratko sporočilo volivcem. Torej, volivci bodo na teh volitvah lahko odločali ali pa presojali med rezultati in dejanji na eni strani in konkretnim programom, ki pomeni nadaljevanje teh dejanj in rezultatov, in na drugi strani med obljubami, ki temeljijo predvsem na eni sami točki. Kako premagati Janeza Janšo za to točko oziroma za to željo, pa ni nobene stvarne programske podlage in nobenih odgovorov na prihodnost. Skratka, zgolj želja priti na oblast brez programa. Njihov program je napovedni stavek z dvopičjem brez nadaljevanja. A boste svoj morebitni uspeh nadgradili tudi s poroko? Tako, zdaj pa še malo pravnih podukov. Zdaj te stvari ne mešam. Če se to zgodilo, ste prisrčno vabljeni tudi tja. Gospod Janša, samo še to glede razvojne koalicije. Na podlagi tega, kar ste do zdaj slišali v tej kampanji, ali bi morda upali reči, za kakšno od strank, ki bi lahko z vami tvorila to razvojno koalicijo, da bi jo najraje videli v vaši vladi? Je namreč eden izmed najbolj znanih slovenskih stand-up komikov, ki je zaslovel leta 2006 in od takrat zbral preko 90 nastopov po vsej Sloveniji. Med drugim je nastopal na velikih festivalih Lent, Trnfest, Šparsfest, festival slovenskega filma, Pujta repa in Filofest. Kot komik je nastopil tudi v nekaj televizijskih oddajah. Mislim, da je to možno. Morda sem prevelik optimist, ampak mislim, da je to možno. Mislim, da zdaj, ko je Slovenija v Evropski uniji, kjer sodeluje zelo različne države, lahko tudi sami brez kakršnih koli večjih problemov in zadržkov sledimo temu primeru. In ko gre za konkretne ljudi, če potem sprašujete, bodo o tem, pa tudi ko gre za stranke, bodo usmeritve prihodnjih strank v veliki meri, še posebej, ko gre za manjše stranke, določili tisti, ki bodo izvoljeni. Menite, da bi zmagali? Volivci bodo naredili, po mojem mnenju, močno selekcijo, marsikaj je posod med vsemi kandidatnimi listami. In ena je slika, ki se kaže zdaj, druga je slika, ki nastane po volitvah, tako je bilo pač 4 leta. Torej ne izključujete, da bo tudi kdo iz levega trojčka zainteresiran za pogovore z vami v koaliciji? Torej tudi v tej koaliciji, ki je prvo v zgodovini Slovenije, ki je zdržala cel mandat, imamo zelo levo stranko, to je Desus. Uskladili smo mnoge stvari, podpisali koalicijsko pogodbo, jo izpolnili v veliki meri, ne vidim nobenih problemov. Menite, da bi eventualna zmaga Levice bila škodljiva za razvoj Slovenije, v smislu tega, kar ste vi napovedali, če vi ostanete na oblasti, mislite, da bi drugi scenarij bil napačen za gospodarsko razvoj Slovenije? Jaz mislim, da Slovenija v tem trenutku
ne potrebuje radikalnih sprememb. Slovenija potrebuje stabilnost, potrebuje nadaljevanje teh reform, zato da bo tudi v prihodnjih letih odporna na te trende na svetovnih trgih, tudi na evropskem. In potrebuje sodelovanje, potrebuje združevanje potencialov, ki jih imamo, ne pa delitev na osnovi ideologije. To je stvar preteklosti.